Leta 1940 so se po majhnem mestu Key West na Floridi že nekaj časa krožile govorice o nenavadnem nemškem samotarju. Ljudje so ga poznali kot grofa Karla von Kosla. Nekateri so verjeli, da je zdravnik, drugi, da je izumitelj. Sam je rad govoril o plemiških koreninah, vizijah in skrivnostih, ki običajni ljudje ne bi mogli razumeti. V zadnjih letih so ga pogosto videvali, kako kupuje ženska oblačila, parfume in velike količine dišav. V njegovi hiši naj bi živela ženska, čeprav je skoraj nihče ni zares vedel. Nekateri sosedje so ponoči slišali glasbo, orgle. Karel je igral na domače izdelane orgle in govoril, da njegova ljubljena obožuje glasbo. Potem je nekega oktobrskega dne v njihovo hišo vstopila ženska po imenu Nana Medina. Iskala je svojo mlajšo sestro Eleno. Toda Elena je bila mrtva že 9 let. Ko je Nana vstopila v sobo, je najprej zagledala posteljo. Na njej je ležala figura v poročni obleki. Imela je dolge temne lase, steklene oči in obraz prekrit z voskom in mavcem. Šele ko se je približala, je dojela, da to ni lutka. Pod obleko, svilo, žicami in plastmi voska so bili posmrtni ostanki njene sestre. Ja, ta video bo bizaren. Na nek drug način, mogoče zato, ker je bolj oddaljena zgodovina, oziroma tam 1930 recimo, da se je glavnina te zgodbe dogajala, ali pa 1940 je mogoče zaradi tega bolj oddaljeno in manj tragično, kot prejšnji video, tisti z izrezano dojenčico iz trebuha, ti se bil res tak grozljiv, pa res nedolg nazaj se je zgodil. Tale pa vsem crazy, ne morem verjeti, da nisem prej slišala za ta primer, ali pa sem vmes že pozabila, da sem slišala za njega. En izmed vas mi ga je priporočil, tako da hvala lepa. Še to omenjam, naslednji teden po vsej verjetnosti ne bo videa, ker bom jaz plula po hrvaški obali. Odpravila sem se, oziroma odločila sem se za drugo polovico avgusta, da grem za Sail Croatia. To ni nič sponzorirano, sam res sem hotela nekaj, da so bolj mladi na kupu, da se veliko dogaja, da vidim mečkane obale, ki še nisem vmes bo Korčula. Tako da bomo pluli po tej hrvaški obali en teden in se res veselim, gremo iz Splita v Split. Tako da bo po moje full fun. Je pa ena stvar, ki pride na vrsto na takem potovanju, ogromen enih Wi-Fi-jev, ki ne vem, kje so in kdo me lahko tam hacka. Preprosto Wi-Fi, ki niso ustrezno zaščiteni, zato bom jaz s tabo imela in uporabljala sponsor tega videa, Surfshark VPN. VPN skrije tvoj IP naslov in šifrira cel promet, tako da te ne more nobeni slediti, videti, kaj delaš in ti škodovati s čudenim Wi-Fi-jem. Še največji wow Surfsharka, ki nam je vsem full všeč, je to, da ima celotno Netflix bazo filmov in serij. Če pa nazročnega filma ali pa serije ni, preveriš neko drugo državo ali pa kar pogooglaš, kje se trenutno tista serija ali pa film vrti, greš na njihov praksi in voilà. Ker pa je ful pomembno, mogoče tudi zdaj za poletje, je to, da s spremenjanjem lokacije lahko preveriš in dobiš tudi različne cene letov, hotelov, raznih bookingov in tako naprej. En Surfshark, by the way, ne uporabljaš, da sam ti, lahko cela tvoja familija, kolegi na vseh možnih napravah, tako da je ta ponudba res crazy. Če zbereš, da boš imel tudi Surfshark One, imaš vmes tudi, na primer, antivirus, tako da res dobiš cel safety paket. Pa še ena stvar, 30-dnevno jamstvo za vračilo denarja, če ti karkoli ni všeč, tako da vedno lahko probaš in si ne boš nobene škode naredil. Tako da pejte na surfshark.com / Alenka ali pa poje ob nakupu vtipkaj kodo Alenka in tako dobiš 4 dodatne mesece Surfshark VPN. Zdaj gremo naprej v video. Uvod verjamem, da je bil srhljiv, ampak ta zgodba se ni začela tok temačno. Gremo kar mogoče v tisti čas, v leto 1920 v tem primeru, ali pa mogoče 1930 in velikokrat v filmih ste mogoče slišali za besedo tuberkuloza ali pa prevod je včasih jetika. In pa ste vsi tako, pa kaj to, vsi so neki ful slabotni, mlahavi, na nek čuden način umirajo, pa ne umrejo vedno, katera bolezen sploh ne bi to danes bila. Enkrat sem googlala, sem dobila čisto druge odgovore, danes sem spet ChatGPT spraševala in rekel, da je to neke vrste mogoče močna bolezen pljuč ali pa neke vrste stage raka, neka 3. stopnja, ki ga praktično ne moreš več ustaviti in je pričakovano, da potem bolnik pogosto umre, vsi drugi ga lahko samo gledajo, kako je vedno bolj šibek in kako kašlja, pluva kri, izgublja barvo, hujša, se duši itd. Skratka, ni primerjave takrat, kaj je to bilo in kaj danes. Včasih je bil tudi mogoče AIDS. Basically je nekaj, kar nismo mogli sam antibiotika predpisati in čakati, da človek zdravi. Preprost so pričakovali, da v človeka zmanjkalo. Še ena grozna stvar iz tega časa, ker sem tudi velikokrat slišala in govorila že v TikTokih, naprimer, takrat je tuberkuloza potencialno imela romantičen pridih, dobesedno romantičen, zaradi tega, ker če je bila ženska takrat tuberkulostična in da je bila cela shirana, suha, nemočna, taka brhka, so oni to kar romanticirali in takrat nekaj časa so tako slabotno žensko opisovali kot simbol lepote in seksualnosti. Pač dobesedno kot najlepše, kar lahko vidiš. Meni to ogabno, pač ta filozofija, ampak kaj bomo mi pametni, ker še v 1990-ih je bilo pač najbolj popularno, da zblev na Twiggy ali 80-ih, ker zmogla biti dobesedno totalno podhranjena in ja, pač heroin chick je bila tudi na
moderna scena, pač crazy, no, se zgodovina se v bistvu ponavlja. In prav to zgodbo ene mlade bolnice stopi ta Karel, ki sem ga prej omenjala, da je imel doma na posli tisto žensko / lutko. Karel je bil moški z mnogi imeni. Zdaj, po defaultu, by the way, je ta junak naše zgodbe prihajal iz Nemčije, tako da imamo enega nemškega psihopata v tej zgodbi. In sicer, rojen 8. februarja 1877 v Dresdnu v Nemčiji. Je pa ena izmed zanimivih stvari pri njemu to, da je veliko zgodb po sebi in stvari v sebi spremenil. Tako da on je bil človek mnogih imen, med njimi skozi življenje je uporabljal več različic. Pojavljal se je kot George Karel Tanzler, Karel von Kossel in grof Karel Tanzler von Kossel. Vse to so bila njegova imena in vsakič večkrat drugače povedal, kako naj bi mu bilo ime. Še vedno verjamemo in ni popolno potrjeno, da si je ta naziv grofa dodal kar sam. On je že od nekdaj govoril in predvsem poznajo v življenju, ko je pripovedoval svojo življenjsko zgodbo, je govoril, da je imel on neke nadnaravne vizije, poleg tega, da je bil ful sposoben in tehnik in zdravnik in ne vem kaj vse, je imel zelo močne vizije in njemu se je prikazovala njegova dednica, isto neka grofica, pomembna dama, neka Anna von Kossel, ne vem kaj. In mu je v sanjah takrat v viziji rekla, da bo on na eni točki spoznal in tudi pokazala mu je to žensko, mlado, eksotično, temnolaso, dolgolaso žensko. In on si to takrat zapomnil za celo življenje, je bilo tako, no my god, to je moja usoda. A se je to res zgodilo ali ne, itak ne moramo sklepati, to je vse po njegovih zgodbah, vse po njegovih prepovedih in ker je on kasneje v življenju povedal, ja, je vse pač tako. Hojladri. Je bil pa Karel tudi tehnično nadarjen, to pač drži. Bil je ful... On je bil istočasno, kar je zanimivo pri človeku, da je bil vpet in v spiritualnost, in v znanost, in v tehniko, in medicino. Tako da njega je ful stvari zanimal, bil je dober s tem, da je povezoval les, pa žice, pa kasneje je ratal radiolog. Takrat so radiološki žarki postali neka nova stvar, ful fascinantna. In takrat, če si to prinesel v družbo in da si vedel, kako delati s tem in da si razumel, kako delujejo neke nove naprave, si bil tako fuluno wow, nek eksotičen človek, drugi tega sploh niso razumeli, ker je bila čisto nova stvar. In če si človeku rekel, nekaj lahko pogledaš v človeško telo s temi žarki, so bili vsi tako wow, čarovnija, ne? In si bil avtomatično pomemben, tudi če si bil čudak. Živel je marsikje, šel je iz Nemčije, potem v Avstralijo, pa nazaj v Nemčijo. Ta delček mi je mogoče pomemben, ko je bil v Nemčiji, se je poročil, ko je bil spet v Nemčiji, ko je drugo prišel v Nemčijo. 1920. leta se je poročil z Doris Schaffer, rodila sta se jima 2 hčerki, Aisha in Clarista. To bo tudi pomembno za to zgodbo, ker pač vse, kar se naprej dogaja v naši zgodbi, se je zgodilo potem, ko je bil poročen. Leta 1926, potem spet iz Nemčije, se je emigriral v Združene države Amerike. Tukaj je mečken skakal po Južni Ameriki, gor do levo desno. Na eni točki je svojo družino nekje gladko pustil in je šel na Florido. Dobesedno jih je pustil za sabo. Oni so prišli za njemu iz Nemčije, pa jih je potem pustil, kjer je junak. In na koncu se je prikaplal v mesto Key West, to je skrajni jug Floride in je že zelo blizu tisti Latinski Ameriki. In zdaj v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja je bilo to mesto ekstremno povezano z mornarico, z ribami in cigarami. Torej, tovarne cigar so bile, pa random ribiči, pa priseljenci z vseh vetrov, pa španščino si tam povsod slišal. Tako da je bilo res tak miks otok. Tukaj na začetku je bilo še malo revno in bedno, pa kasneje so ga probali oglasiti kot enega bolj turistično, eksotično, ker se je pač toliko narodnosti tam mešali in toliko različnih stvari. Pa še by the way, to je tako Roaring Twenties. Takrat je mogla biti tam, po moje, res crazy žurka scena. Zdaj, če se motam povedati, ampak moje tam je mogla mene to ful čisto na Gatsby leta spomne in da so tam napolno vsi pili in hangali. Ampak ta zgodba je še veliko bolj bizarna kot to. Kot sem rekla, on se je prikazoval tukaj kot nemški izumitelj in vizionar in glede na to, kaj se je delal, in on je dejansko ustvaril lastne orgle iz nič, pač niso bile take, ki jih danes vidite v cerkvi, ampak se že so nek zvok proizvajali in sam jih je naredil in bil je radiolog. On je govoril, da je zdravnik, zato nimamo nobenega potrdila, dejansko je bil samo nek tehnik radiolog in je potem delal v eni mornariški bolnišnici in za njih je bil eksotičen. Pač beseda o takem skrivnostnemu Nemcu, ki je po eni strani tudi grof in to so mu verjetno verjeli, so ga poznali, so vedeli za njega in so si mislili, da je nekaj posebenega, čeprav noben ni imel dokaza. 22. aprila 1930
1930, to je bilo 3 leta potem, ko je on imel to službo radiologa, je skozi ta vrata vstopila mlada 21-letna Maria Elena Milagro de Hoyos. Zdaj pa nekaj besed o Eleni, ker mislim, da se o njemu preveč govori, glede na to, kako je bil fuken ta človek. Elena se je rodila 31. julija 1909, 31. julija je tudi Harry Potter rojsten dan, by the way, zelo pomembna informacija za vse vas. Ona se je rodila prav v Key Westu, bila je hči Frančiska, ki so ga klicali Pancho in Aurora Milagro Hoyos. Elena in cela njena družina so bili kubanskega porekla in so bili tudi majčkeno bolj pomembni, ker so se ukvarjali z temi kubankami, z cigarami, tako da so imeli neko premoženje in niso bili najbolj revni. Tudi zaradi tega se, po mojem mnenju, ta zgodba nekoliko zaplete, zaradi tega, ker 21-letna Elena je tukaj zbolela za tuberkulozo, ki sem jo prej omenjala. Spet tisto, ki jo domači samo gledajo, kako počasi izgublja življenje, in tudi ni kazalo prav dobro. In ko je ona stopila čez ta vrata te mornariške bolnišnice do tega radiologa našega Karla, ki je bil takrat star čez 50 let, 53 let, ona je bila stara 21 let, on je bil 30 let starejši in je rekel: to je moja vizija, to je ta ženska, za katero moja prednica Ana v vizionarski viziji rekla, da bo moja bodoča ljubezen življenja. In od tiste točke naprej je on bil prepričan, da je ona ljubezen njegovega življenja in da bo vse naredil za to, da jo ohrani pri življenju, da bo ozdravela. Delal je razne zvarke, napitke, radiološke poskuse, mislim, vse čas jo je gledal pač na vse možne načine. In ona, žal, moram že zdaj reči na tej točki, mi njene zgodbe nikoli ne zvemo, ker vse, kar smo zvedeli po njima, je bilo prek njega, ker je ogabno. Ona svoje zgodbe ne more povedati, ker je po ni več bilo dolgo žive, long story short, ampak on jo je smatral kot nekaj svojega, za kar mora poskrbeti. Njena družina plus Elena so njega videli kot zadnje upanje. Še vedno je deloval eksotičen, malo čuden, ekscentričen, ampak istočasno, da mogoče jo bo pomagal. Pač takrat itak o znanosti vejo ful manj, o medicini vejo ful manj in so verjeli, da je njihova zadnja rešilna bilka. In tudi Elena, če bi ga se hotela otresati, se ga ni mogla in tudi verjetno ni on predstavljal neko upanje, da bo mogoče preživela. In seveda ga ni odrinila preč. On je pa počasi ratal ful oseben do nje, pisal je ljubezenska pisma in se ji izpovedoval in istočasno ji je nosil ne samo rože, ampak tako velika darila, od oblek, oblačila, parfume, čevlje, nakit, svašta. Res taka zelo enosmerna ljubezenska zgodba deluje, čeprav je on kasneje v življenju vedno trdil, da je bilo to obojestransko, kar je meni, ogabno. Še ena stvar samo omenjam, bo približno pomembna za zgodbo. Ona je imela tudi 2 sestri, ena je bila Nana, to je skrajšano pač Nana, druga pa Silja. O Eleni žal ne vemo veliko, kot vemo, pač glavni junak te zgodbe se je predstavil potem Karel in non-stop govoril sam o sebi, ne o Eleni, ampak Elena je bila mlada, imela je zelo rada življenje, zelo rada je imela glasbo, zelo rada je plesala, kuhala in pa z družino so bili zelo povezani. Ampak, kot sem rekla, takrat so tudi verjeli, da je ta jetika oziroma tuberkuloza nalezljiva, čeprav, se pravi, če je to rak, načeloma ni, zdaj odvisno v kateri obliki je, katera bolezen koga prizadene. In takrat je veliko njene družine zbolel in so bili zelo tragični časi za njih, tako da, se pravi, Karla so se verjetno precej oklepali in pač upali, da jih reši, ali pa vsaj Eleno. Še ena nora stvar, da si lažje predstavljate te čase, Elena je bila tudi na eni točki že poročena, pri 16 letih, se pravi, 5 let nazaj od tega, ki je spoznala Karla, in ta moški jo je zapustil in odšel živeti na Miami, samo zaradi tega, ker je imela spontan splav. Pač crazy world, res. Kot sem omenila, spoiler je, da Elena na koncu vseeno umre, ne glede na vsa prizadevanja, in Karel je takrat zelo potrd in gre tudi na svojo banko in dvigne vse premoženje, kar ga je imel, in ga je vložil takrat v njeno grobnico in mavzolej. Torej, to pomeni, da je imel nekako lažje dostop do nje, ker je samo pač kamnita stena vmes in je lahko dostopal do nje, če bi želel. Ne pravim, da je nekaj časa, ampak lahko bi. Ne samo to, se pravi, za vse je on plačal, za cel ta mavzolej. In verjetno ga je posledično naredil tudi po svojemu okusu in je dejansko v njej noter neke vrste telefondov. Ne nek telefon, ki bi zvonil, ampak na nek način tiska si da šalčko pa ne kakšna povezava žico z vrvjo in bila, da sta se potem lahko slišala, ker v njegovi glavi ona ni bila zares mrtva in je bil prepričan, ker je vizionar, da z njo še vedno komunicira in da je on edini, ki sliši in razume njene želje. In on je hodil k njej na pokopališče potem vsako noč skoraj čisto popolnoma vsako noč. Keep in mind, da na tej točki Karel še vedno moški, ki je poročen in ima 2 zapuščene hčerke in ženo. In na eni točki, približno po letu pa pol do 2 leti kasneje. To tudi pomeni, da 2 poletji sta že minili. 2 poletji na vroči Floridi, še bolj vroče kot na Floridi, je
on od nje dobo sporočilo, da naj jo že končno reši iz te temne grobnice, iz te temne luknje. In on jo je poslušal. Enega dne je prišel na pokopališče in je sabo pripeljal tak mehen voziček in je gladko odprl to grobanco, zvlekel krsto in je Eleno spravil ven. Elena je bila takrat v ekstremno razpadlem stanju. Ne moram se točno predstavljati, kako trupla ostane po vsem tok času, odvisen od te truge, odvisen, kako je bila prezervirana v tej grobnici. Ampak glede na to, kaj se potem dogaja v tej zgodbi, ni mogla prav veliko stati. Ogabno. Odpeljal je torej leta 1933. Zanimiv je tudi prostor, kam je njo najprej odpeljal. Odpeljal je svojo delavnico vesoljskega plovila. Težko sploh vse sprot povedati, kaj je on delal in počel in kaj je imel za vizijo, ker je tok bizarno. On je delal neke vrste letalo. Zdaj vemo, da letalo s krili ne bi zletelo v vesolje, ampak on je imel neke vrste letalo, ki takrat še ni mu dodal kril in je verjel, da bo to plovilo ustrelil v vesolje in da bo na ta način obudil Eleno. On je za njo tudi verjel, ne da je mrtva, ampak da je pač v prehodnem stanju, da mora jo majčkeno ohraniti tako, kot je, in potem jo bo spravil nazaj k življenju. Hotel je Eleno z napravo dvigniti visoko atmosfero, kjer naj bi kozmično sevanje pomagalo obnoviti njeno življenje. V njegovem svetu so se znanost, spiritualizem in želja brez težav prelivali drug od drugega. Zdaj, kako se je lotil njega trupla, da je to približno stalo skup? Žico, strune in delov obešalnikov je vpletel v njeno telo, tako da je pač vse skupaj sploh držali, torej kosti, da so skupaj držale, mesa ne vem, nimam občutka, koliko je ostalo na tej točki. Njeno telo od znotraj je nafilo z raznimi krpami in tekstilom, da je pač dal obliko, katero je želel, da še vedno ima. Ogabno. Na obraz oziroma v te očesne žepke je dal steklene oči. Zdaj pa mogoče najbolj grozen del. Poškodovano kožo je nadomeščal s svilo, prepojeno z voskom in mavcem. Na glavo je namestil lasuljo iz njenih dejanskih las. Če se sprašujete, kako je prišel do njenih las, njena mama očitno mu je takrat še vedno zaupala in že ko je Elena umrla, mu je ona dala te lase, ker je verjela, da bo iz njih naredil neko častno stvar, ne vem, posmrtno masko, neki tacga. Tako da je zdaj iz tega naredil njene lase spet, lasuljo. Uporabljal je kemikalije, konzervance razkužila in ogromne količine parfuma, da bi upočasnil propadanje in prekril vonj. To je mogel zaudarjati, veš kako. Oblekel je nogavice, rokavice, nakit in tudi poročno obleko. Torej, to je bila zdaj ona pol človek, pol lutka, ki je ležala v njegovi posli v poročni obleki kot njegova nevesta Elena. Še ena stvar obstaja, ki je mogoče najbolj groteskna v celem temu videu, v celem temu primeru. Obstaja trditev, da je on tudi tam, kjer so ženske genitalije, da je on ostavil eno cev, zato da bi se lahko z njo spolno zadovoljeval. Torej, je enako nekrofilija, da imaš spolne odnose z mrtvo osebo, truplem, bilo kaj, ali pa da fantaziraš o tem. Zdaj tako, na prvem sojenju zanga, ko so ga najdel, več o tem pol, ampak tega noben ni omenil. Potem kasneje, mislim, da nekih 30 let kasneje, 1972, 40 let kasneje, 30 let po odkritju telesa, so pa začeli omenjati to cev. Zdaj je lahko, da so najprej njega romantizirali kot romantično figuro in da niso hoteli ga predstaviti kot psihopata, ki je tudi spal s truplom. Takrat je veliko ljudi potegnili z njemu, bilo je grozen, res ogabno. Mogoče pa kasneje so bili bolj realni, ne vem. V glavnem, ta primer, moram reči, da se še ful grdo komplicira. Gremo naprej. Imamo zdaj hišo na Flagler Avenue. Še vedno smo v Key Westu na temu delu Floride, ampak na Flagler Avenue, kjer je on tudi se preselil, imel novo hiško in tukaj živel skupaj z Eleno. Sploh ne vem, kako to razložiti. On je živel s tem truplom, za njo je kupoval parfume, rože, nakit, svašta. Njega so videli, da te stvari kupuje in so si mislili, pač ok, nekoga nekje ima, lahko je tudi rekel, da v nekomu to poslal, lahko je rekel, da je za bivšo ženo, ki se še vedno v stiku, lahko je rekel karkoli. Ljudje takrat se niso toliko ukvarjali s tem, ker je bila tista depresija takrat, ker ogromno slabih stvari se je dogajali in so imeli veliko dela sami sabo. On je bil itak ekscentričen, poseben vizionar in so si mislili, naj dela, ker dela. Itak se je ves čas zapiral noter, gostov ni spuščal v to sobo. So pa začele krožati govorice. Enkrat je en fantek prišel do te hiše in je videl, to je vsaj ena zgodba, ne vem, je potrjeno res ali ne, da on pleše z neko žensko figuro. In ne vem, se mu zdela čudna ali kakorkoli že. Ta govorica se je razširila naprej, da je pač videl neko žensko figuro v tej hiši in tudi on očitno ni znal čisto zadržati zase tega, ker je bil preveč excited. Verjel, da pač Elena itak ni mrtva in da je njegova ljubezen in da skupaj živita
in je tudi sem pa tja komu to povedal. Govori se tudi, da je kakšen mu to pokazal. Se mi zdi, da tudi če je kdo prišel k njemu in to videl, ni najprej pomislil, da je eno truplo. Dokler ni ta govorica prišla potem do Nane, tudi te sestre od Elene, in ta sestra je takrat prišla k njemu v to hišo in on jo je tudi spustil noter. Ne vem točno zakaj, ampak jo je. V sobi je bila ženska figura. Sprva je lahko delovala kot voščena lutka ali pa nek maneken. Bila je oblečena, imela je lasuljo, steklene oči in umetno obnovljen obraz. Toda pod vsem tem je Nana prepoznala posmrtne ostanke svoje sestre. To je čisti trenutek neke gotske romantike tam. On špila orgle, ki jih je sam naredil, truplo ima v hiši, pač ogabno, grozljivo, ne moš verjeti, da se je to zgodilo. Policija je prišla v hišo 7. oktobra 1940 in so zasegali telo. Zdaj pa tako, to je za vsako stvar uvrim, da je najbolj grozen del tega primera, sami so odločili, ker del je najbolj grozen, ampak ko so Eleno zasegali in so jo takrat vzeli v tisto mrtvašnico, ona ni šla direktno nazaj v grob, njo so dali na razstavo. Ker je prišlo pogledati skoraj 7000 ljudi, 6800 ljudi se mi zdi. Ljudje so se vili takrat, ne da bi jo počastili, ne da bi rekli rest in peace. Prišli so jo gledati kao to mrtvo nevesto. In Karla so kar nekaj obravnavali kot romantičnega genija. Kao zdravnik, sploh ni bil zdravnik in pač nekdo ful izumitelj in vizionar in tragičen ljubimc, ki je izgubil svojo ljubezen življenja, medtem ko ona svojo zgodbo sploh ni mogla povedati, ker je bila pač mrtva. In so ga imeli vsi, dejansko so ga večinoma v časopisih predstavljali takrat kot genialnega romantika, kako lepo vse bi naredil za njo, še vedno je komuniciral z njo, kakšna romantična zgodba. In njeno truplo so ljudje hodili gledati, pač koliko ogabno. 9. oktobra 1940 ne bi bilo zaslišanje in sojenje itd. On na koncu je bil čisto normalno spuščen, zaradi tega, ker edina stvar, ki so ga dejansko obtožili, je to, da je oropal grob, da je pač vzel ven trupla, bla, bla, bla. Edina stvar. Ampak od tega je takrat poteklo 7 let, ko je on dejansko prišel do tega sojenja. In v bistvu je ta obtožnica potekla. In on je bil preprosto spuščen in nihče več se s tem ni ukvarjal. On pa je to zgodbo še naprej pripovedoval kot svojo zgodbo, kjer je bil on genij, zdravnik, romantik. In sploh, by the way, še vedno poročen. Pa vse so bile laži, ker ni bil niti zdravnik. Edin dober, ker je potem ven prišlo, čeprav je mogli biti to za družino ekstremno ponižujoče vse skupaj. To, da so, ko so jo spet pokopali, so imeli možnost jo takrat pokopati v no name grob, tako da jo on res ne more spet najdeti. Tako so jo pokapali na skrivaj na nek način, da on ne bi mogel do nje spet. Mislim, se ne, da so pričakovali, da bi spet šel do nje, ali kakorkoli. V poznejših letih je svojo zgodbo Karel še naprej prodajal kot veliko romanco. Leta 1947 v Pulp Review Fantastic Adventures objavil svojo različico z naslovom The Secret of Elena Stump. Mene to tako jezide, ker njeno zgodbo govoril, čeprav je enostransko od psihopata. S tem, da je bil on tudi razglašen za kao prištevnega, ne kot norega. Tako da je še bolj noro. 1944 se naš čudovit samostojen Karel preseli v eno območje Pasko. Zakaj? Ker je bil blizu bivši ženi, ker je bil toliko nesposoben na tej točki, da je večinoma ona zanj skrbela in tudi finančno mu pomagala. Ko je umrl, ga niso najdeli nekih 5 do 6 tednov, ker mu ful parožen, da je tam mečken zgnil. Sorry, ker sem kruta, sem res idiot. In by the way, najdeli so ga skupaj z life size lutko, narejeno čisto po oblikah in videzu Elene. Tako da spet je umrl ob tej lutki. Eni trdijo, da celo v objemu, eni pa trdijo, da ni to res, da je v bistvu samo ležal za tistimi svojimi orglami. V glavnem ogabno. Umrl je torej julija 1952 in star je bil 75 let. Tako da ja, ta video verjetno sploh ne rabimo debatirati o tem, da je bizaren. Če imate še kakšno podobno idejo, absolutno mi napišite. Najpogostejše jih preberem na Instagramu. Tukaj v komentarjih se mi zdi, da hitrejš kaj zgrešim. Na TikToku tudi vse zgrešim, ker mi gre vse odjavnik spam. Na Instagramu je največja verjetnost, da preberem primer in če mi ga lepo opišete, me prej potegne in ga prej grem obravnavati. Tako da hvala vsem za vse ideje. Ne pozabite in pejte na surfshark.com pošiljnica Alenka ali potipkaj kodo Alenka in dobiš 4 dodatne mesece Surfshark VPN-a. To je pa to od mene za danes. Upam, da ste uživali v videu. Se gledamo kmalu, uživajte počitnice, kakor jih še. Elen mama out. Bye, love you.